A imaš ti tudi občutek, da se ti ene in iste stvari ponavljajo? Živijo, sem Kristi iz duhovnega ateljeja Potovanje duše in danes ti želim dati neke smernice oziroma 3 kratke video nasvete, kako veš, da imaš težave s podzavestnimi vzorci, zaradi česar se ti neke negativne stvari v življenju ponavljajo. To ste me vprašali in tukaj prihaja odgovor. Torej, 3 kratki nasveti so, kako veš, da imaš težave s starimi, priučenimi vzorci, najbrž še iz tvojega otroštva, ki te nikakor ne želijo pustiti primer. Ok, prva stvar, katero sem jaz ugotovila in naj ti povem, da vse to sem tudi sama preživela, zato na svoji koži zelo dobro razumem, kaj pomenijo taki vzorci in kako zelo znajo biti neprijetni. Ampak definitivno prva stvar je, ene in iste stvari se ponavljajo. Malo se samo zamenjajo okolja in igralci. Ampak če pogledaš vse te ljudi in če pogledaš vse te situacije, ugotoviš, da je tematika v bistvu podobna. Ali te ves čas ljudje izdajo, ali te ves čas prizadene na nek način, ali te zapustijo, ali se ves čas grdo do tebe obnašajo, kakorkoli že. Ista situacija, ista energija, različni ljudje. To je prva stvar. Druga stvar je, da definitivno nekje čutiš neke vrste trpljenja, ali imaš občutek, da imaš kar neke bolečine na telesu, katere seveda medicina ne zna pojasniti, ker uradno si zdrava, da nekaj fizično trpiš, ali pa da imaš skozi neko utrujenost, nek občutek, da si izmučena in tako dalje. Skratka, nekje se ti manifestira, niti življenjske energije, ne počutiš se dobro, ampak si velika taka cunjica, ne? In ta tretja stvar, ki sem jaz ugotovila, je, da greš en korak naprej, se ti zdi, da so se ti že odprla neke vrata, potem se zdi, da je, jaz temu rečem, zadžinksan, a ne, da greš 10 korakov nazaj. Skratka, nekaj se zgodi in imaš občutek, da si šel 10 korakov nazaj. Pa glih se mi zdel, da bo dober, pa grem 10 korakov nazaj. To so klasični vzorci, ki prihajajo do tega, da se ti v življenju trudiš. Vse se ne gre za to, da se ne bi trudila, ampak definitivno, kot da nikako ne moreš zadihati. Enostavno se trudiš, delaš in tako naprej, ampak potem te pa kar nekaj vleče nazaj. To je zaradi tega, ker dosti ljudi se sploh v današnji moderni dobi skuša nekako ukvarjati z manifestacijo, priklicom obilja, s tem ni nič narobe, jaz nimam nič proti temu, ne? Ampak vsi so samo, veš, zakon privlačnosti, pa ne stvari pridejo k meni, amben pa noče brskati po preteklosti, ker ti si pa malo tečno. Pa vendarle, če ti najprej ne spucaš tisto, kar je bilo do zdaj nabrano in je oblikovala tvoja prepričanja, ti tudi nova prepričanja čez ne bodo šla, zaradi tega, ker tvoj možganski sistem tista prepričanja dlje časa pozna. Kdo misliš, da bo zmagal? Tako da podzavestni vzorci so nekaj res zelo trdovratnega, ampak dobra novica pa je, da ki jih spucaš, v bistvu sploh ne rabiš delati na manifestaciji, priklicu in tako naprej, ker samodejno to dobiš. In jaz bi ti rada pri tem pomagala. Mislim, da je poletje en tak izjemen čas, ker je ful pametno delati na sebi. Energije so še vsem bolj lahkotne, več časa imaš in tako naprej. Tako ti predlagam, da se 30.5. pridružiš spletni skupini razreševanja podzavestnih vzorcev. Vse to bomo gledali, zakaj tako funkcionira, zakaj se mi stvari ne odprejo, kaj ste imela moja družina, moji stari vzorci, ljudje iz preteklosti, kako lahko to spucam, kako lahko izboljšam komunikacijo, da se bodo ljudje do mene bolj začeli obnašati, kaj ima s tem cela moja preteklost, kako se to naredim in potem bom seveda dodala tudi to, kako se pa odpreti novim priložnostim. Poteka enkrat na mesec, na spletu dobiš tudi podporni sistem z meditacijami, mojim osebnim mentorstvom, imaš pa na voljo tudi posnetke, če se ne moreš v živo udeležiti dogodka, da ga lahko pogledaš kasneje doma, tako da ni več izgovora, zakaj ne bi šlo, ne? Tako da toplo te vabim v našo družbo, čas je, da se ene stvari pa zdaj malo na boljše obrnejo, ne? Se te veselim. Prijav se, tukaj imaš povezavo.